Dobrodošli v poletju 2021. Za vas v Šmarju že 10. leto pripravljamo cikel glasbenih poslastic. Rokovo poletje se imenuje. Ime zanj smo izbrali po navdihu te cerkve in njenega patrona in z iskrenim sodelovanjem vseh vpletenih in seveda vas, ki nas pri našem delu podpirate. Lep pozdrav tukaj v naši cerkvi Svetega Roka, tukaj na tem hribu nad našim dragim Šmarjem. Letos mineva 10 let, kar se družimo tako imenovanih rokovih poletij. Ta cerkev je stečišče srečevanja človeka, vernega, nevernega, drugače verujočega, svobodno mislečega, ampak nekaj nam pa je na tem hribu skupaj. Skupnega, radi imamo nekaj lepega. In ko človek stopi v to svetišče, doživi nekaj prekrasnega, nekaj za notranjo lepoto duše, duha. Doslej se je v Šmarju zvrstilo že več kot 40 koncertov klasične, džezovske, zborovske in popularne glasbe za vse glasbene sladokusce. Prvih 5 let so se koncerti odvijali izključno v cerkvi Svetega Roka. Po izgradnji muzeja baroka pa se je rokovo poletje preselilo na 2 dodatni prizorišči. Raznolikost prizorišč nam tako omogoča širši izbor glasbenih žanrov. Medtem ko v cerkvi prevladujeta glasbena klasika in zborovska glasba, osrednja muzejska dvorana in atrij muzeja gostita tudi džez in popularno glasbo. V Obsotelju in na Kozjanskem že več kot 40 let zelo uspešno deluje glasbena šola. In posebno veselje nam je, kadar v rokovih poletjih gostimo njene nekdanje učence, ki se danes ponašajo z akademskim nazivom ali pa se temu približujejo. Kako pomembno je negovanje glasbe za človekov razvoj in njegov obstoj, nam je povedala ravnateljica glasbene šole Rogaška Slatina, Tatjana Šolman. Klasična glasba je tista, ki jo razumemo kot del kulture naše dediščine, s katero smo povezani. In naša pravica je, da se seznanimo z njo. Poslanstvo našega dela v glasbeni šoli Rogaška Slatina je približati učencem tudi klasično glasbo. Muzej baroka v Šmarju pri Jelšah je eden od redkih, ki vrsto let goji klasične koncerte v okviru rokovega poletja. Tako daje mladim zgled in ponuja zavedanje o tem, da smo tukaj, kjer bivamo, lahko hvaležni za to, da smo del te pomembne dediščine in bi se morali bolj zavedati, da smo tudi zato tukaj, da jo ohranjamo in gojimo naprej. Dr. Bojan Zalar, direktor Psihiatrične klinike v Ljubljani, glasbo razume kot mediacijo med dušo in telesom. Da je glasba neko mistično doživetje, pa je vedela povedati že srednjeveška opatinja sveta Hildegarda iz Bingna. Nekaj o njej in o doživljanju glasbe nam je povedal župnik šmarske župnije Tadej Linasi. Prva znana glasbenica ženska sveta Hildegarda, ko je razmišljala o glasbi in je tudi sama pesnila in komponirala, pravi, da je Bog v glasbi pustil človeku spomin na tisto rajsko stanje, na tisto brezmadežno lepoto, ko še človek ni poznal, kaj je tu hudo, ko ni znal jokati, ko ni poznal bolečine. Glasba pomirja duha, glasba človeka dviguje. Zato se mi zdi zelo pomembno in sem vesel tega našega medsebojnega sodelovanja med župnijo, med vsemi ustanovami, knjižnico, kulturnim domom, našim muzejem. Konec koncev smo tukaj isti ljudje, ki živimo na tem delu, kateri nam je skupaj in ta Sveti Rok s Kalvarijo nas povezuje. To je del nas, našega življenja. Lahko bi rekel,
S tem se lahko vsak izmed nas poistoveti. To je naša identiteta, lahko rečemo, to smo mi. Zato sem res vesel in se zahvalil vsem, ki vlagajo trud, da na ta prostor ne samo, da stojijo ti kipi, te umetnost tukaj in sedaj, prinašajo tudi nekaj živega, nekaj duhovnega, nekaj lepega. Greh bi imeli, če v tako akustičnih in očesu prijetnih okoljih ne bi prirejali glasbenih dogodkov. Naši začetki pa so tesno povezani z varaždinskimi baročnimi večeri in seveda tudi z Jožetom Čakšem, ki je takrat nastopal v dveh vlogah, kot župan in kot direktor knjižnice Šmarje pri Jelšah. Danes koncerte Rokovih poletij spremlja neobremenjeno kot upokojenec, a še vedno se rad spominja let, ko je bil tesno vpet v osrčje samega dogajanja. Preden smo začeli z koncerti Rokovega poletja, smo sicer že imeli v tej cerkvi koncerte v okviru festivala Sevik Brežice, ampak šlo je pravzaprav za glasbene koncerte baročne glasbe, ki pa smo ugotovili, da so kar precej zahtevni tudi za občinstvo, čeprav so bili seveda visoko kvalitetni. In potem je nekako prišlo do te prelomnice, da smo nekako zaključili s koncerti v okviru festivala Brežice in začeli s tem programom Rokovega poletja, v katerega so se vnašale različne zvrsti, tudi od sodobnih glasbenih izvajalcev in izvedb do tistih prav klasičnih, tudi baročnih. S temi koncerti smo tudi nadgradili vse ostale kulturne dogodke, ki jih je naš kraj izvajal ali v kulturnem domu ali na nekaterih drugih prizoriščih in seveda s tem želeli tudi poletju dati neko posebno mesto v kulturi. Skratka, vesel sem, da smo v teh 10 letih uspeli z številnimi koncerti, z različnimi zvrsti, z različnimi izvajalci pripeljati sem v naš kraj tako te izvajalce, o katerih govorim, kot seveda številne obiskovalce, ki smo jih navadno tudi po koncertu še tukaj okoli te cerkve pogostili, si kaj rekli, nazdravili večeru. Bili so to lepi poletni večeri in tako je nekako kulturni dogodek ob posameznem Rokovem koncertu, Rokovem večeru dobil še tisto dodatno piko na i, če temu tako rečemo, da je bil dogodek popoln. Koncerti Rokovih poletij privabljajo občinstvo od blizu in daleč, saj nagovarjajo izbran glasbeni okus. Zelo veseli smo, da je kar nekaj takih, ki obiskujejo koncerte že od samega začetka. 3 med njimi smo povabili, da svoje izkušnje delijo z vami. Halejo, damo! Živijo! Ko pa ti tu? Si prišel k Svetmu Rok? Se veš, da sem komi čakala. Saj sem res Šmarčanka, ne? Čeprav že 40 let skoraj živim v Višnji vasi, ampak Šmarje pa rada pridem. Sploh, ko je Rokovo poletje. Aha, saj jaz tudi, veš. Čuj, zdaj mi pa ti nekaj povej. Kjer koncert je bil najbolj všeč? Veš kaj, jaz ti pa čisto takle povem. Tist mali fantek, ko v Singapurju živi, pa je na violino igral. Tist je bil meni tak všeč. Kaj pa te? Meni pa Anita Ogrin, ona, ko je harfo, baročno harfo. Tisto, ko smo jo tako občudovali. Ko je še fajn razložila, pa zgodbe od zadnje, od skladb in tako naprej. Tista je bila Pa tako. vse, vsak po svoje je bil Ja, ja. čudovit, no. Res je super, no. Pa še karte so tako ugodne. Pa da ne govorimo o tem, kak nas pričakajo lepo. pol. Greske dame. Pa pol, po koncertu, kaj nas čaka, kozarček vina, pa cvirkovka. No, sej tudi sok je, ne, če kdo vina ne pije. Ja, pa tudi vodika. Ampak je pa lepo postreženo, ne? Ja. Na mizicah, svečkam, pod zvezdicam. Čudovito, res čudovito. To pa res rada pridem. Ja, jaz tudi. Sej komi čakam, da se spet na novo začne. Čuj, kdaj pa bo? Kdaj je zdaj, že veš? Kar malo, junija zdaj leži, ja? Ja, super. V glavnem, mi dve smo. Mi dva smo? Pa tudi peš bomo šli kdaj po Kalvariji gor. Ja. Čeprav sicer je kar naporno, ampak potem še pa lepo se spočiješ,
pa greš nazaj dol. Zanimivo je tudi, da niso to koncerti samo s tako resno, klasično glasbo, ampak zelo različne. Res je, za vsakega nekaj. Ja, vedno nekaj najdeš. Tudi recimo sam inštrumentalni pa so včasih boljši, kot da bi kdo pel. Ne? Ja. Čudovito. Res je. Pa nekaj je. Koncerti so primerne dolžine. 1 uro pa res čisto vsak zdrži. Res je. No, vse uro po koncertu tudi. No, tisto tudi, ja. Tisto še lažje včasih marsikdo, ja. Poslušanje baročne glasbe v bogato okrašeni notranjosti cerkve omogoča tudi opazovanje fresk in umetnin in to izzove posebne občutke. Zdi se, kot da freske zapojejo, obiskovalci pa dobimo občutek, da v živo prisostvujemo glasbi, ki je bila ustvarjena pred več stoletji. Presenetilo me je velika prizadevnost in srčnost ustvarjalcev, ki organizirate rockove koncerte. Vse, ki še oklevate, vabim, da se nam pridružite na naslednjem koncertu rockovega poletja. Da so koncerti rockovega poletja dostopni čisto vsakemu žepu, gre velik hvala tudi občini Šmarje pri Jelšah, saj ta naš projekt finančno podpira že od samega začetka. V njem je prepoznal potencial tudi zdajšnji, ne tako novi, a prvič župan Matija Čakš. Pozdravljeni. Pozdravljeni ob 10-letnici rockovega poletja. Najprej kot župan občine Šmarje pri Jelšah čestitam idejnim vodjam rockovega poletja v takratnem času, ko se je to začelo preko kulturnega doma in občine Šmarje pri Jelšah. Občina Šmarje pri Jelšah vse skozi podpira finančno samo dogajanje rockovega poletja, predvsem zaradi tega, ker je to ena kulturna prireditev, ki se vije skozi celotno poletje vseh 10 let. Popestri dogajanje v naši občini skozi poletje, privablja ljudi od blizu in daleč in jaz verjamem, da bo ena taka prireditev, kot je rockovo poletje, iz leta v leto boljša, množičnejša in jaz želim vsem ustvarjalcem rockovega poletja še veliko bujnih idej, veliko ustvarjanja in čestitke in vljudno vabljeni tudi v letošnjem letu. Projekt rockovega poletja je vzel za svojega tudi Marko Samec, ki je na mestu direktorja nadomestil Jožeta Čakša. Brez njegove podpore in navdušenja bi rockovo poletje zamrznilo v glasbeno zimo. Zato je edino na mestu, da vas na jubilejno rockovo poletje povabi prav on, z ekipo, ki je v ozadju vsakega koncerta. Tudi sam sem velik ljubitelj klasične glasbe, zato se rockovega poletja vsako leto še posebej veselim. In čeprav nam je epidemija v minulem letu vzela skoraj vse prireditve v živo, nam rockovega poletja ni. In nam ga tudi letos ne bo. Skupaj s sodelavci, tako tistimi, ki jih vidite tukaj, kot tudi tistimi, ki v zakulisju poskrbijo, da vedno vse poteka brezhibno, vas tudi letos vabimo, da z nami preživite jubilejno rockovo poletje z izbranimi glasbenimi koncerti. Vabljeni in dobrodošli med nami.